Vprašala bi vas, kakšne so danes možnosti zdravljenja raka sečnega mehurja, kajti vemo, da je medicina tudi na tem področju izjemno napredovala. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana ste seveda vedno v korak z razvojem, zato me zanima, kateri so ključni izzivi na tem področju, kateri so najbolj izstopajoči dosežki in kaj si morda v pogojih, ki narekujejo vaše klinično delo, želite, da bi se še izboljšalo, nadgradilo. Ja, več desetletij je za zdravljenje bolnikov z rakom sečnega mehurja bila na voljo samo kemoterapija. Nedavno oziroma pred kratkim pa se je pravzaprav vsul plaz možnosti zdravljenja, vključno z imunoterapijo in s tarčnimi zdravili. Največji izziv danes seveda predstavlja personalizirano zdravljenje, se pravi, kakšno zdravljenje je za dotičnega bolnika najboljše, ker je na voljo več vrst zdravljenja, tudi sekvenciranje zdravljenja, torej kako po vrsti uporabiti vsa ta zdravljenja, ki so na voljo. Se pa seveda ta novejša zdravljenja, tako tarčno zdravljenje kot imunoterapija, sedaj premikajo v zgodnejše linije zdravljenja, tudi v zdravljenje zgodnjega raka sečnega mehurja, ker so pač izsledki nedavnih študij pokazali, da kombinirano zdravljenje, ki je seveda lahko tudi toksično, zelo podaljša preživetje teh bolnikov in tudi izboljša kakovost njihovega življenja. V kateri fazi bolezni pa bolniki praviloma prihajajo k vam? Znano je namreč, da je tudi rak sečnega mehurja ena izmed takšnih bolezni, ki pogosto ostane vse predolgo spregledana, čeprav je eden glavnih znakov opazen tudi s prostimi očmi, hitro ga je mogoče zaznati, pa vendar nekako človek se sprašuje, ali je to še vedno na nek način tabu tema, ki človeka zadrži, da bi se odpravil k zdravniku, ali so tu tudi drugi sistemski, logistični razlogi? Seveda, kri v urinu je alarm, sploh če gre za nebolečo, tako imenovano hematurijo. V takem primeru je treba zelo hitro iskati pomoč pri urologu. Urolog spelje ustrezno diagnostiko in na Onkološki inštitut Ljubljana so napoteni bolniki, ki jim rak oziroma tumor raste že globlje v steno sečnega mehurja, je še pa nekako omejen na sečni mehur, mi temu rečemo zgodnji rak sečnega mehurja, ali bolniki, pri katerih se bolezen že razširila oziroma imajo oddaljene zasevke. Se pravi, dokumentacija teh bolnikov je predstavljena na multidisciplinarnem konziliju, kjer se potem odločimo glede zdravljenja in nadaljnje obravnave pri nas. Kakšna pa je uspešnost tega zdravljenja? Kako močno, kako izrazito pravočasna obravnava človeku tudi kasneje v življenju izboljša kakovost bivanja, izboljša njegovo počutje? Kakšni so po drugi strani izzivi, kar se tiče morebitne ponovitve bolezni? Seveda, v bistvu v zgodnejši fazi je bolezen bolj ozdravljiva, zato bolniki, ki imajo nižji stadij bolezni, imajo tudi večje možnosti za daljše preživetje. K sreči sedaj tudi bolniki z razširjeno oziroma metastatsko boleznijo, ki jih zdravimo s temi novejšimi zdravili oziroma kombinacijami, lahko dosežejo zelo dolgotrajne remisije oziroma zazdravitve. Nekatere bolnike, ki imajo razširjeno bolezen, danes verjetno tudi lahko že celo ozdravimo, kar je v preteklosti bilo skoraj nemogoče oziroma izjemno redko. Kateri pa so, kar se tiče pravočasnosti in celovitosti zdravljenja, pri čemer poleg celovitosti obravnave mislim tudi na rehabilitacijo, ki je pri bolnikih izjemno pomembna? Kaj bi tukaj veljalo izpostaviti, na kaj bi veljalo opozoriti? Seveda, to zdravljenje je kar težko, zahtevno.
na človeku pusti posledice. Nekako na Onkološkem inštitutu smo osredotočeni na ta naš onkološki del, ne, se pravi sistemsko zdravljenje, radioterapija, mogoče sečnega mehurja. Potem, ko je zdravljenje pri nas končano, če gre za zgodnji rak sečnega mehurja, bolnika napotimo onkologi nazaj v urološko obravnavo oziroma ambulanto. In seveda na tem mestu je veliko na urologih, da potem organizirajo to rehabilitacijo. Bolniki, ki imajo razširjeno bolezen, že a priori, ostanejo v naši oskrbi na Onkološkem inštitutu. Mi imamo na Onkološkem inštitutu veliko podpornih služb, od prehranskega svetovanja, psihoonkološke obravnave, in seveda vse te storitve lahko bolnikom nudimo in jim pomagamo, da pač živijo boljše.